Dober večer, Dragan Mitić. Sam koležan favorita na njenih dnevih, nas brala in omogočila se družimo z lepo besedo. Hvala tudi Larisi za podane teoretične osnove, tudi praktične nasvete, posebej tistega za krajšanje besedila, ker sem poskušal tudi sam po svoje v tej svoji zgodbici. Spomin na to jutro. Ne, joka nikakor ni mogla skriti. Na nek poseben način, skoraj nenaravno tekla na pol sklonjena in pri tem gledala samo modelno skiden pločnik. Pravzaprav je hitro postavila nogo pred nogo, samo da se ne bi spotaknila, ker potem bi v pacu zagotovo pokazal obraz in vsi bi takoj opazili. Da ne prestano joče. Odkod? Ni bilo jasno, saj je poslednji kozarec pila že sinoči. Saj mislila, da je poslednji, ampak jo je na koncu slabost prisilila, da je vse spruhala. Zato mora sedaj čim prej do reke. Samo da ni zaledenela. Najbrž je takoj, ko je zapustila svojo ulico, zagledala obrisen mostu. In tukaj, na tej poti, za katero nikakor ne bi mogli reči, da je ozka, se sploh ne vemo, odkot tako naenkrat in tako čisto blizu nje postavil on. Ne, ni se dejansko postavil, ampak se je namerno približeval in se je kar dotaknil z ramenom. Vseeno bila je precej jezna, ker je zaradi tega udarca padla kapa na tla in se je morala zaradi tega še dodatno pripomniti. Pri tem je spretno skrila solze, ni pa bilo čisto prepričana, da on pri tem njenem sklanjanju ni opazil, da ima pod plaščem samo spalno srajco. Saj ona mora biti tukaj, nekaj, kar je zares in morda edino prav njeno. Čeprav ne bi dvignila glave niti za 100 cekinov, da bi ga pogledala naravnost oči, je bila prepričana, da si je on pri tem zaletavanju celo smehljal. Kakšen mora biti to človek, da se tako predrzno postavi nekomu na pot, ga skoraj vrže na tla, a se mu potem celo smehlja. Predrzno, kakšen model. Samo, kako mu sploh uspelo, da je prehitel, da je tako hitro dvignil njeno kapo, stresel z nje v sneg, z enim samim gibom, dal ravno tja in tako, kakor mora stati. Zakaj se mi tedaj roke niso takoj dvignile, kot bi bilo treba? Zakaj se nisem takoj obrnila in ga klofnila? Zaslužil se je. A nisem mogla. Katera sila me je ustavila? Kaj je bilo to? In zapodila se proti mostu in si nepretrgano govorila nekaj v brado. Dobro vem, da sem bila včeraj zelo nervozna in da sem mu brez potrebe rekla, ne kliči me več nikoli, vendar moral bi vedeti, da nisem ravno tako mislila, da prav nikoli več. In ta most bi lahko bil malo bliže, samo da ni reka zaledenela. Povsem. Takšni so moški, tudi taki me je udaril z ramenom. Kje ja živim, o čem sanjam, takšni so oni vsi, ampak kako to, da mi je ta tako natančno, nežno dal kapo na glavo, ki me tako neobičajno lepo greje, da je tako nežno poveznil, ne da bi se me sploh dotaknil. In kot mi sedaj je to ta najbolj čudna želja, da bi se vse to vsaj še enkrat ponovilo. Sem bedasta. Še dobro, da sem tukaj, končno v mostu in nad vodo, vendar kako to, da je tako mirno, brez najmanjšega vala. V celo siluete nagnjene nad ograjo, v steklasto mirni površini ledene vode, se je jasno videl njen nemarno odpet plašč in lahka poletna spalna srajca in njeni razsuti prameni las in nežno beli sij nad glavo. A kapa? Hitreje, kot kadarkoli se nenadoma obrnila in stekla nazaj proti svoji ulici. Pri tem pa odmetavala vse do zadnjega ostanka črnega načrta. Letela proti mestu srečanja tega jutra z njim. Nekaterih menda srečajo tudi večkrat.